Kako zelo pomembna je ozaveščenost glede osebne skrbi za zdravje, se zavedajo prav vsa društva, ki pomagajo obolelim in njihovim svojcem, kadar se najdejo v stiski. In morda je to prav tista podaljšana roka pomoči, ki človeku da zagon za premaganje bolezni. To lahko potrdite tako kot predsednik društva, pa tudi zato, ker ste takšno zgodbo, takšno izkušnjo prestali tudi sami. To je res, ne, civilna iniciativa ali društva ali pa druga svobodna združenja opravljajo pomembno delo, ne samo pri osveščanju svojih članov in potencialnih članov, recimo, ki vstopajo v problematiko dejavnosti, recimo posameznega društva, ampak da tudi izvajajo določen pritisk na politiko, na okolje, pa tudi na strokovno javnost, ne samo na to laično javnost in podobno, ne. Kajti tako se najde neka povezava med stroko in ljudmi, ki so v stiskah, vsak po svoje, vsak za svojo boleznijo in podobno. Recimo, moja izkušnja osebna je v zvezi s to dejavnostjo društva tale. Jaz imam v povprečju 2 pogovora, zlasti v zadnjem času, z ljudmi, ki imajo urološke probleme. Ti problemi so zelo težki, zelo sitni, posegajo v človeško intimnost, ne vejo se kam obrniti, nimajo osnovnih informacij in podatkov. Seveda, tisti, ki so in ki smo preboleli to bolezen, mi marsikaj lahko svetujemo. Pa tudi tolažba oziroma neko sočutje ni odveč. S tem imajo priložnost, da ta pogovor ponovijo ali izberejo najboljšo izbiro za svojo bolezen in se tako nekako pomagajo. In dejavnost civilne družbe, društev je po moje izredno pomembna in me pravzaprav na čelu moti ta pritisk na civilno iniciativo nasploh, kajti civilna iniciativa je končna, temeljna predparlamentarna oblika demokracije, ne? In ko se enkrat poveš tej priložnosti, recimo, ki jo izvajajo civilna družba, zlasti na področju zdravstva, se odpoveš dobršnemu delu dobrega in usmišljenega programa. Navsezadnje pa je dejavnost, ki jo izvajajo tovrstna združenja, nujna, kajti po drugi strani predstavljajo tudi podaljšano roko sistema, vskočijo na mestih, kjer sistem ne zagotavlja vseh storitev, čeprav bi jih moral. Seveda, to sem že nekaj v tem nagovoru povedal. Pravzaprav naše informacije pa pomoč ima določeno mejo. Mi ne moremo in ne smemo vstopati v medicinsko doktrino, lahko pa usmerjamo ljudi, kam naj se obrnejo. Imamo tudi temeljit pregled, recimo referenčnih zdravnikov, tudi bolnic, storitev, ki se lahko opravijo v zvezi s tem z urološkimi problemi v osnovnem varstvu, recimo in zdravstvenem varstvu in seveda vse to je ljudem v pomoč. Včasih gre stvar tako daleč, da pripravimo tudi kakšno predavanje o konkretni storitvi, recimo, ki mora opraviti zdravnik, pa jo lahko v bistvu z nekaj volje opravijo tudi doma, recimo avtokateterizirani in tako naprej, da se ne spuščamo v podrobnosti.